Danes v Pomurskem dnevniku najptujski pustni grof. Gostovanje v Kidričevem. Otvoritev slaščičarne. Nagrajenka za življenjsko delo. Jutri bo oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ptuj je mesto kurentovanja in del tega prazničnega časa so tudi okusni krofi. Tako je tam včeraj potekalo tekmovanje za najboljši ptujski krof iz ponudbe in najkrof iz domače kuhinje. Ob tem smo Ptujčane povprašali, katere so tiste značilnosti krofa, ki ga naredijo boljšega od ostalih. Mora biti fajn fluffy, to se pravi mehki, puhast, čisto prav marmelada, ne preveč, definitivno rum pa malo limone. Da je okusen, da je lepo filan, nasploh da je dober. Sočen, ne suh, pa ne prestar, friški. Zanimalo pa nas je tudi, kateri nadev je najbolj priljubljen. Absolutno marelična. Klasika, marelica. Jaz sem osebno rajši brez marmelade. Ja, marelična, to je zakon. Krofe pa so ocenjevali tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici, kjer je potekalo tekmovanje za najkrof iz ponudbe in domače kuhinje. Krofi pa so bili ocenjeni v različnih kategorijah. Najprej pogledamo zunanji izgled, zapečenost krofa, potem je seveda notranjost, prerežemo krof, pogledamo, če je dovolj izpečen, če je luknjičavost pravilna, če je konsistenca pravilna in na koncu tudi okus. Zmagovalna krofa pa sta izstopala pri vseh parametrih. Dejansko so bili vsi lepi, pravilne oblike, okus je bil popoln, tako da smo z lahkoto se odločili za najkrof. Obe gospodinji pravita, da posebnih skrivnosti pri pripravi krofov nimata. Na kilogram moke dam 8 jajc, odvisno tudi od velikosti, sladkor, limono, kvas, pa malo ruma in to je to. Gledam pa, da so čim bolj domači. Čutim tistega, ki ga kupim ali pa mojega. Dodajata pa, da so poleg dobrega recepta zelo pomembne tudi izkušnje. Imam občutek v rokah, toliko sem že premislila življenje, tako da najbolj vidim, kdaj je dovolj vsega. Tudi občutek je, da so lepo vzhajani in da je tudi pravilno olje toplo, ne? Da se ne napijajo. Ne. Dobitnica naziva za najptujski pustni krof iz domače kuhinje je tako postala Anica Bezjak. Naziv najptujskega pustnega krofa iz ponudbe pa je dobila turistična kmetija Toplak. Mura je po 2 tekmah pod vodstvom Damirja Čontale ostala brez zmage, čeprav je v spopadu z Bravom že zadišalo po slavju črno-belih. Murskosoboški nogometaši pa se že pripravljajo na naslednjo tekmo. Jutri jih namreč v 22. krogu Prve lige Telemach čaka gostovanje pri ekipi Aluminija. Remiz z Bravom je nekoliko omajal samozavest murskosoboških nogometašev. Sigurno način, na kakšen se je tekma končala oziroma kako smo izgubili že dobljeno tekmo, pusti določene posledice. Smo se pa s fanti pogovorili, hitro potegnili tiste dobre stvari, vse slabe pustili za sabo in takoj začeli razmišljati o naslednji tekmi in pozornost ni nikakor se namenjala več tej tekmi, ker vseeno na koncu ima več negativnega prizvoka kot pozitivnega. Sedaj pa so vse misli že usmerjene na naslednjega nasprotnika. V Aluminiju vemo praktično vse, sicer nekoliko se je ekipa spremenila, ampak njihova filozofija, razmišljanje v igri je podobno. Vemo tudi, da proti Muri so vedno precej motivirani, ponavadi dobri in gostovanja v Kidričevem so vedno težka. Negotovo je večkrat tudi, kakšno bo igrišče tam. Vsekakor je pa Aluminij ekipa, ki v prvi fazi razmišlja o branjenju svojega gola, ki je kompaktna v fazi branjenja in pa čaka na svoje priložnosti, predvsem iz protinapada in iz prekinitev. Trener črno-belih pričakuje, da bo Aluminij zelo nevaren. Tako kot je vedno proti Muri v Kidričevem, ta rezultat v prvi vrsti po moje je neka dnevna slabša forma, plus Aluminij bo izgledal sigurno drugače, že zaradi samega kadra manjkali so njim kaznovani igralci, kar nekaj novih igralcev so tudi po tej tekmi še registrirali, tako da praktično polovica ekipa bo drugačna in niti slučajno ne smemo pomisliti, da Aluminij ne bo
kvaliteten, enakovreden nasprotnik, ampak moramo se orientirati na sebe, se pripraviti na najboljši Aluminij, kot ga vemo, da je lahko na svojem igrišču. Ob koncu pa nam je Damir Čontala zaupal tudi, kaj je njihov recept za zmago na jutrišnji tekmi. Definitivno moramo biti bolj drzni že od samega začetka, predvsem te vstopi v tekmo so preveč bojazljivi oziroma preveč dolgo traja to neko tipanje nasprotnika, hitreje moramo prevzeti pobudo, si podrediti nasprotnika oziroma imeti čim večjo kontrolo na tekmo, in ko imamo kontrolo na tekmo, tako kot je bilo proti Bravo tam od 30 minute do rdečega kartona, smo tudi najbolj zanesljivi, najboljše se v tem počutimo in tako smo tudi najbolj nevarni. Črno-beli bodo tekmo 22. kroga prve lige Telemach v Kidričevem odigrali jutri ob 17:30. Hotel Diana, ki je decembra lani dobil nova lastnika, počasi spet oživlja svojo dejavnost. Tako so danes že uradno odprli slaščičarno, ki bo sicer delovala v obsegu, kot smo ga bili vajeni do zdaj. Kmalu pa bodo začeli tudi s premeščanjem starostnikov iz doma starejših v Rakičanu. Novi lastnik Dejan Rituper nam je ob tem izdal, zakaj so se odločili prav za slaščičarno. Res smo se odločili, da obnavljamo po delih. Za slaščičarno smo se odločili, ker menimo, da ta najbolj manjka v Murski Soboti. Imamo novo ulico brez tovrstne ponudbe. Pa tudi želeli smo čim prej pridobiti nazaj kader, ki je že bil tu, in največ kadra je bilo na koncu v slaščičarni, da ne bi kdo ukradel slaščičarke, ki so bile dobre, in morate priti pogledati sladice, ki bodo še vedno dobre. Številni domačini in obiskovalci Murske Sobote so namreč pogrešali tovrstno ponudbo v centru mesta. Ravno zato smo se odločili za slaščičarno, ker so vsi rekli, da naj čim prej odpremo slaščičarno, ker pogrešajo te sladice, in to je bilo vodilo, da smo res pristopili resno k tej zadeve in na prvo mesto postavili slaščičarno. Lastnik hotela upa, da bodo s časom lahko ponujali tudi bolj moderne sladice. Ponudba bo tista, kot je bila, pa upam, da se boste presenečeni, da bo še nekaj novega, pa upam zanimivega za Mursko Soboto. Da ne bodo samo klasike, ampak tudi neke moderne sladice. Kmalu pa se bodo v prostore hotela Diana preselili tudi oskrbovanci iz doma starejših v Rakičanu. Splošno znano je, da smo dali del hotela v najem. Ti bodo začeli prihajati v roku tedna dveh. V nadaljevanju mislimo odpreti pizzerijo. Čakamo novo pizza peč, drugače bi že mogoče istočasno odprli. Dobava peči traja 2 do 3 mesece. Seveda pa hočemo odpreti tudi restauracijo s poudarkom na lokalnih jedeh, pa seveda, kot sem že povedal, fitness pa wellness. Prejemnica denarne nagrade Mestne občine Murska Sobota za življenjsko delo na področju kulture, Beja Baboš Logar, se je celo življenje dejavno in z velikim kulturnim učinkom vključevala v regionalno kulturno življenje. Svojim prevajalskim in pisateljskim delom pa je sooblikovala in zaznamovala slovensko nacionalno literarno kulturo. Danes se nam je pridružila tudi v našem studiu in nam je med drugim izdala, kaj nagrada pomeni. Celotni pogovor pa si lahko ogledate že čez nekaj minut. Pomeni mi seveda veliko, pa zelo sem hvaležna zanjo. Ta nagrada je prišla tako nekako nepričakovano, ker jaz pravzaprav zdaj že Stara Sobota je mene dobro poznala seveda, ampak zdaj so tu že drugačni ljudje, mlajši ljudje. Moji vrstniki ali še starejši so se ali odselili ali so umrli, 2 sošolki še živita tukaj. Ampak vseeno, določena vrsta ljudi, to, čemur pravimo stari Sobočanci, ti me še poznajo, ker zdaj mi stari Sobočanci pravimo sebi zato, ker so bili že naši predniki tu v Soboti živeli, dedki, celo pradedki in tako naprej, in se nekako med seboj poznamo že iz mladosti. Drugače se pa jaz nisem kaj dosti javnega življenja udeleževala, zdaj hodila na prireditve, živim v Radencih in tudi tam je lepo, tako da je bilo to zame presenečenje. No, seveda sem pa hvaležna tudi slavističnemu društvu, ki me je predlagalo za to nagrado, in tudi tistim, ki so me potrdili, seveda. In mestni občini.
Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je v sredo z dopolniloma podprl vladni predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Ta prinaša 150 evrov enkratnega dodatka za ranljive, začasno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin ter izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev. Zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin bo izplačan enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Prejeli ga bodo upokojenci, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine, upravičenci do denarne socialne pomoči, varnostnega dodatka ali nadomestila za invalidnost, pa tudi prejemniki otroškega dodatka od 1. do 6. dohodninskega razreda, ter rejniki in prejemniki dodatka za veliko družino, ki bodo prejeli še dodatnih 50 evrov. Začasno bo za vse odjemalce zamrznjeno plačevanje tarifnih postavk omrežnin za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja. Zaradi tega bodo odjemalci prejeli povprečno za 30% nižje položnice. V več kot 4-urni razpravi so poslanci opozicije večinoma opozarjali, da do pomoči prihaja prepozno, da gre za predvolilne bombončke in da je pomoč nepravično porazdeljena. Medtem pa so poslanci koalicije poudarjali, da je pomoč potrebna in pravočasna. Ukrepi, ki jih predvideva predlagani zakon, so skupaj vredni približno 210 milijonov evrov. Na spletnem portalu Sobota Info lahko danes preberete zanimivo novico o spletnih prevarantih, ki kot v Netflixovem dokumentarnem filmu The Tinder Swindler preko različnih aplikacij spoznavajo ženske, nato pa jih ogoljufajo. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo oblačno, padavine se bodo popoldne okrepile, prav tako pa se bo začela spuščati meja sneženja. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 13 stopinj, v Lendavi 14, v Krajnskem parku Goričko pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine se bodo popoldne okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na okoli 1400 metrov, popoldne pa se bo pričela spuščati. Zapihal bo severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 4 stopinje, dnevne pa okoli 10 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo delno zjasnilo. Na severovzhodu bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 5 stopinj, dnevne pa od 10 do 12 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli za vas pripravljeno v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij lahko poiščete na naši spletni strani www.tvidea.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do jutri.